Vlada je na včerajšnji seji potrdila in sprejela odlok o odpiranju šol. Vas pa zelo zanima, kako bodo razmere spremenile šolski vsakdan, saj smo dobili cel kup vprašanj o organizaciji pouka, šolanju na daljavo, športnih dejavnostih in o vsem, kar vas skrbi. Na ta vaše vprašanje je v posebnem Infodromovem pogovoru z naslovom Korona šola odgovarjala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec. Če ste ga zamudili, ga najdete zapisanega na naši spletni strani, posnetek pa v našem 4D predvajalniku. Vsi skupaj pa še enkrat prisluhnimo najpomembnejšim informacijam, ki vam bodo gotovo prišle prav. Učenci prve triade in devetošolci se vračate v šole. Vsi drugi ostajajo doma, ker je po ministričinih besedah tako najvarneje. Varen način z vidika virusa, se vračajo res tisti učenci, ki najbolj potrebujejo šolo v razredu. Tisti, ki se zdaj vračate v šolske klopi, boste ocenjeni v šolskih klopeh. Prihodi v šolo tamkajšnje druženje pouk in obšolske dejavnosti. Vse bo potekalo v korona slogu, torej drugače kot običajno. Zanima me, kako bo potekal pouk glede na to, da se bomo razdelili. Ali bo to dopoldan in popoldan ali kako drugače? To bodo se dogovorili v šolah, kakor bo v enem razredu en učitelj, in pouk bo potekal zelo na tak običajen način. Vprašanje o Valeti je ministrici posredovala kolegica Špela Šebenik, ki skrbi, da ste o vsem obveščeni tudi mladi poslušalci Radia Slovenija. Mladi se želijo nekako posloviti od svojih sovrstnikov na poseben način, zdaj zbiranje večjih skupin ni dovoljeno. Ja, žal Valete v tem običajnem pogledu ali pa praksi ne bo letos. Verjamem, da boste našli zdaj en način, ko boste v razredu, da si boste naredili en Valeta žur, tak, kakor se sme. Kolesarski izpiti, ekskurzije, izleti in številne druge dejavnosti pa bodo morale počakati na jesen, ko bo pouk morda stekel kot običajno. Kako pričakujete, da bo potekala šola 1. septembra? Jaz si želim, da bi bila šola 1. septembra takšna, kot je bila do sedaj vsakič 1. septembra. Če pa bo situacija rekla, da mora biti drugačna, potem bomo pa poiskali način, da bo najboljša možna, najbolj prijazna do vas. Najprej pa bo treba končati še to šolsko leto. In pristojne glede tega čaka še kar nekaj dela, saj je vprašanj o tem, kako boste nadaljevali šolanje, še veliko. In kdaj bodo ta protokol izvedeli učenci? V teh dneh jim bodo iz šol posredovali natančna navodila. Torej ne bo presenečenje v ponedeljek, ampak bodo vedeli že vnaprej. Tako. Dovolj časa bodo imeli, da se na to pripravijo in v ponedeljek potem zaštartamo.